Dragi gledalci, pozdravljeni v novi oddaji Reflektor. Danes bomo govorili o jaslicah, zato je sponzor današnje oddaje Postojnska jama, ki med 25. in 30. decembrom tudi letos organizira predstavo Žive jaslice v Postojnski jami. Vabimo vas, da si jo ogledate. Danes sta z mano gosta, Peter Čemažar in Janez Pavlin. Peter je duhovnik, kaplan v Zavodu svetega Stanislava, kjer poučuje vero in kulturo. Se ukvarja tudi s kiparjenjem in izdelovanjem jaslic. Janez pa je župan občine Dobre Polje in učitelj na srednji strokovni šoli v Bežigradu. Pozdravljena. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Zdaj, za začetek bi vaju vprašala, od kje se vama je porodila ljubezen do postavljanja jaslic? Pa Janez, če bi kar vi začela. Ja, jaz že od majhnega pri nas doma postavljamo malo večje jaslice, potem pa, ko sem v cerkvi videl še malo večje, me to pa različne figurice me to pritegnilo, tako da sem obiskal različne cerkve v Ljubljani, pri frančiškanih, si pogledal detajle, pastirčke, ovčke in potem, da bi tisto tudi doma imel, da bi razširil, in potem smo mogli vsako leto jaslice povečevati. Če jih nismo, sem začel jokati, tako da smo za eno dilco le premaknili, no, in potem so bile čedalje večji, tako da so potem bile že na tla prišla, tako da zdaj jih naredim toliko 7 kvadratnih metrov, največje so bile pa 12 kvadratnih metrov. To je pa kar veliko. Ja. Peter, pa vi? Ja, se mi zdi, da vsak dobi to veselje do jaslic že tam v otroških letih, se mi zdi tako, no, vsaj večina izmed nas, in tudi pri meni je bilo tako, ko smo doma za Božič postavljali jaslice, takrat se spomnim, doma smo imeli ene zelo lepe figure od patra Wolfganga Kartuzijana, ki sta jih starša dobila kot poročno darilo. In ja, potem sem pa začel še malo sam izdelovati kipce iz gline in počasi so tiste jaslice nadomestile moje. Tudi jaz sem potem postavljal jih v župnijski cerkvi skupaj s svojimi prijatelji. In tako je na nek način vsako leto me to spremljalo. Ali izdelovanje, postavljanje, izdelovanje figur, tako naprej. Sploh te pa pritegne, se mi zdi, da ljubezen do jaslic, ko spoznaš vso to globoko vsebino, ki jo prinaša to božično sporočilo. Zdaj, ko si že načel globoko vsebino, predlagam, da se kar lotva malo obrazložiti, kaj predstavljajo posamezne figure v jaslicah, kaj nam sporočajo. Ja, najprej morda že to, Jezus se je rodil v Betlehemu. Betlehem pomeni hiša kruha. In v kraju, iz hiše kruha, prihaja ta, ki je postal kruh za ves svet, kruh za življenje sveta. Enako podobo imajo na nek način tudi same jaslice. Jaslice so prostor v hlevu, kamor se da hrana, kamor se položi hrana za živali. In Marija je gotovo položila Jezuščka v jaslice, ker je to hkrati tudi najčistejši del hleva. Po drugi strani pa simbolično tako bogato, ker je položila tja, kamor se daje hrana. Je položila njega, ki je postal spet hrana za ves svet, kruh za življenje sveta. In s tem že nakazala, da bo Jezus se nekoč daroval za nas, da bi imeli mi življenje, ker bomo uživali njegovo telo in njegovo kri. Hkrati potem imamo še ogromno drugih figuric, ne vem, kje bi začela. Najboljše, da pri Mariji in Jožefu. Marija in Jožef, sej malo lika poznamo, kako nas Marija vedno znova nagovarja s to svojo izročenostjo Božji volji, ko je že sprejela tako pomemben klic, da bi postala mati odrešenika sveta. Ko je rekla, zgodi se mi po tvoji besedi, ko se ni ustrašila tega, ampak se je v popolni vdanosti vdala v Božjo voljo. Potem sveti Jožef, ki je varuh družin, ki mu v tistem trenutku še ni bilo vse jasen. Ampak je na nek način zaupal tudi oznanilu angela, ki mu je rekel, naj se ne boji vzeti k sebi Marije. In sveti Jožef je tudi potem tako zelo skrbel za sveto družino, jo varoval, jo čuval, in on je tudi na nek način potem zavetnik vseh družin. On je tisti, ki se mu družine, po mojem mnenju,
premalo priporočamo. Ne. Je pa zanimivo, da imamo ravno preko jaslic kip svetega Jožefa skoraj da vsi doma. A ne? Tako, sveti Jožef, sveta družina, a ne? Jezus, ki pride kot luč sveta, kot kruh za ves svet. Potem imamo pa tukaj še, prvi, ki so bili pri Jezusu, so bili pastirji, ki so tisto noč čuli in skrbeli za svoje črede. In pri pastirjih je pomemben to, oni so bili čuječi, oni so bili pozorni. In ker so bili pozorni, ker so bili pri stvari, so na nek način tudi opazili, da je ta noč posebna. In so hitro pristopili k Jezusu. Jezus se je rodil med pastirji, ker je hotel izbrati na nek način tako bolj revno prebivalstvo. Na nek način ne nekega dvora, ampak ene uboge, preproste ljudi, ker je želel pokazati, da je prišel za vse. Ne samo za neke izbrance, ampak za vse. Hkrati pa pastirji, pomislimo na zgodovino Izraela. Pomembni voditelji so bili zmeri pastirji. Mojzes je začel kot pastir. Potem David, kralj David, je začel kot pastir. In Jezus se rodi med temi pastirji in potem kasneje postane sam dobri pastir, ki res je vzor vsem pastirjem duš in tako naprej. Hkrati imamo potem jagnjeta, pastirji so pasali jagnjeta. In zakaj so bila namenjena tista jagnjeta, ki so se pasla tam v tistih krajih? Kar nekaj izmed njih, izmed teh jagnjet, je končalo v templju. V templju kot darovana jagnjeta, ko so jih darovalo v različnih praznikih, v zahvalo Bogu, pa tudi za odpuščanje grehov. Nam pa Sveto pismo na večjih mestih potem, sploh pa potem v Novi zavezi pravi, da kri teh jagnjet in ovnov nikakor ni mogla izmiti grehe ljudstva. Se je pa med jagnjeti rodil tisti, ki je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Med tisti, ki na nek način edini more rešiti človeštvo greha. Spet imamo jagnjeta. Kaj imamo še, ne vem. Potem sta vol in osu. Vol in osu. Ja, res, dve živali, ki včasih res ne smeta manjkati v jaslicah. In ravno zdajle smo imeli v bogoslužnem branju, da prerok Izaija ju omenja, ko v bistvu toži, kako je ljudstvo pozabilo na Boga, in pravi, da vol pozna svojega gospodarja in osel jasli svojega gospoda. Ljudstvo je pa pozabilo, kdo je tisti, ki ga hrani. In na ta način kaže v bistvu kot ena prerokba za to, kdo bo tisti, ki bo grel jasni. Pa hkrati to stvarstvo je spoznalo svojega stvarnika, mnogi ljudje pa žal ne, tisti, ki bi pa mogli, ga pa niso spoznali. In pol so na koncu tukaj še sveti trije kralji. Če smo imeli prej uboge, ponižne pastirje, imamo pa zdaj nek višji sloj prebivalstva. Hkrati pa iz drugih dežel. In s tem Jezus sporoča, da je res prišel za vse. Tako za neke uboge, preproste, kot tudi za tiste razgledane. Te modri naj bi bili po eni razlagi v bistvu babilonski te poznavalci o zvezdi in tako naprej. In na nek način naj bi s tistimi svojimi napravami, ki so jih takrat že imeli, lahko opazili konjunkcijo med Saturnom in Jupitrom, ki na nek način nastane en tak pojav, ki bi si ga lahko predstavljali kot to zvezdo repatico. In njih je v bistvu znanost pripeljala do tega, da so prišli do Izraela. Znanost jih je pripeljala do Izraela, kjer so jim pa pismouki pokazali, da naj bi se novi kralj rodil v Betlehemu. In v bistvu s tem sporoča najprej nam Sveto pismo. Evo, Jezus je prišel za vse, torej za bogate, revne, za cel svet, ne samo za Izraelce, ampak tudi za druge narode, luč razsvetljenja vseh narodov in hkrati potem tudi to pokaže,
kako je znanost, ki išče resnico, pripeljala modre do neke točke, naprej jih je pa potem pripeljalo Božje razodetje, da so res srečali Jezusa. In zanimivo pri svetih treh kraljih, to je pa tako zelo pomembno za vsakega izmed nas, je pa to, oni so se od srečanja z Jezusom odpravili nazaj po drugi poti. Vrnili so se drugačni, spremenjeni in tudi mi tako. Bi se mogli od vsakega srečanja z Jezusom, v molitvi, v sveti maši in tako naprej, vrniti drugače. Te sveti trije kralji pa nosijo darila mira, kadila in zlato, ki so pa simboli tega, kaj Jezus je. Mira v bistvu se je uporabljala pri pogrebih, že nakazuje na nek način na Jezusovo smrt, darovanje, prav tako povoji, v katerih položi Marija dete Jezusa, že kažejo na njegovo smrt in odrešensko delo. Kadilo kaže na njegovo božansko naravo in pa zlato kaže to, da je on resnični kralj sveta. Pa še kaj bi se najdel v jaslicah, gotovo, ampak tako, vsaka figurica nam res govori svojo zgodbo, daje svoje sporočilo te najlepše zgodbe učlovečenja. V bistvu bi lahko rekli, da pastirji in kralji predstavljajo to, da sta pomembna tako vera v srcu, kot tudi to, da uporabljamo svojo glavo, razum, da nas vse pripelje k Bogu. Ja, gotovo. Tako, Janez, povejte mi, a se vi doma postavljanja jaslic lotite tako z neko vero in z neko logiko zadaj, razlagate to svojim otrokom pomen? Jaz otrok nimam, drugače pa to res delam iz srcem, čutim res to, v bistvu, da mi je Gospod dal neki talent in da to res uživam v ta postavljanju teh jaslic. Če dalje bolj sem natančen, vse mora biti to iz narave, prenešeno jaslice. Bom rekel, dolgo časa sem jaz v cerkvah videl vodo, potem sem si jo želel, in z vodo je ogromno dela, da narediš strugo, dolino soteske, da je to vse vodotesno in da potem res je tisti potoček zgleda kot v naravi. Potem pa, ko so malo dvigene, dam tam tudi opeko, te zidake za steklenice in porečem, to je pa Kana Galileja, ker je iz vode pride vino. Tako malo simbolike. Tako da res mi je prijetno, ko to postavljam, začnem že en teden prej, da dokončam na 24. so potem samo postavljanje figuric, že to mi vzame več kot 3 ure časa, imam 456 točk, 57 pastirjev, potem pa, da to tematsko jih porazdeliš, tam, ko so v gibanju, da so v gibanju, tam ob vodi, ko naj se vodo ali perico, da moraš dati ob vodo, skratka, da je to, da je smiselno, potem tam v hiškah spijo, in potem eden kliče, se zbudi pastirček, ne gleda, kaj je, to, da je v bistvu s smislom, vsaka figura, ko jo postavim, ima pač neki pripoveduje svojo zgodbo. Tako, in tudi pokrajino, ki naredim, postavim, kje bo štalca, potem pa kako bodo vse poti vodile k tej štalci in res potem delam to približno efektivnih ur, 70 ur, postavljam te jaslice, da je to vse trdno, ker potem, če so to velike 2,5 metra krat 1,5 metra, mora biti ogrodje že trdno, da se to ne povesi. Potem vse natančno, ko delaš korenine, vse te zapolniti, potem starim mahom, potem šele pride sveži moker mah, da se lepo oblikuje, ker starim suhim ne moreš oblikovati, da je potem vse to stabilno, ko postaviš enega figure, da vse stojijo na svoje mesto, da se potem prevrnajo. Tako da bom rekel, to delam res iz srca, s takim veseljem in res tisto, kar doživljaš v srcu, je težko opisati. Eno tako otroško veselje zmer človeka navdane, ko postavlja jaslice.
Jaz sem jih hotela reči, da pri nas doma recimo, smo vsako leto, je bilo najbolj veselo to, ker je bilo vsako leto malo drugačne jaslice. Mi smo štalico naredili novo ali pa drugače postavili. A vidva tudi vsako leto malo spremenita postavitev ali se držita kar tako, da je vsako leto približno podobno? Vsako leto so drugačne. So drugačne, ker drugače bi naredil maketo, pa je postavil. Potem niti, vedno imaš kakšne nove ideje, kaj bi pač še v te jaslice dal. In potem bom rekel, ko so postavljene, seveda so do svečnice postavljene, še vsak dan gledam detajle, kaj bi še naredil, kaj bi dodal. Tako da, ta drugačnost mora biti. Ja, jaz se spomnim, naprimer, otroških let in takrat imam kar veliko družino, 4 sestre pa enega brata, in sestrami smo se včasih, ko smo šli komu pogledati jaslice, k teti stricu na obisk, smo se pri komu malo tako norca delali, oni so jih pa letos spet izpod kavča potegnili, kakor imajo spet iste, kakor lani. Mi smo pa mogli imeti malo različne, čeprav zdaj sem pa predvsem tega stališča, da jaslice mora biti tudi preproste. Zelo lepo je, če nagovarjajo, in se mi zdi, da otroka nagovarjajo z vsem tistim potočki pa vse te stvari. Hkrati mora biti pa zelo jasno viden, kaj je v središču. Da je v središču Jezus, ki se je rodil za nas. V tisti štalici, v tem okolju, ki je takrat bilo okolje pastirjev in tako naprej. Kaj bi bilo zdaj, kaj to zdaj nam sporoča? V neko običajno okolje, v naš svet se je rodil. In da mora biti ravno to, pozornost na Jezusu, ki je prišel na svet. Čeprav je tako skrit, tako majhen v jaslih, da se ga včasih komaj vidi, pa vendar je tam središče, on tisti, ki razsvetljuje v svet. Tukaj spet mogoče ena povezava z Evharistijo. Ko vstopimo v cerkev, vse nas tako prevzame. Vidimo poslikave, vidimo, kako lepa je cerkev. Ena majhna lučka nas pa spominja na tabernakelj, kaj je bistvo. Ampak mi ne pokleknemo v cerkvi zaradi vseh tistih umetnin, zaradi vsega tistega, kar na nek način nagovarja naše oči, naša čustva. Ampak v bistvu pokleknemo pred Jezusom, skritim pod podobo kruha v tabernaklu. In tako tudi pri jaslicah, čeprav nas fascinira mnogo drugih stvari, lahko sploh, če so izredno skrbno postavljene, ampak je tisti, komur se moramo čuditi, ravno Jezus, ki je Bog, ki je postal človek. Bog, ki je sprejel človeško naravo, postal eden izmed nas. In to se mi zdi, da je tisto glavno sporočilo jaslic. Bog je postal človek in nam zaradi tega lahko spregovoril na nam razumljiv človeški način o Bogu. Če si Boga nismo znali predstavljati, kakšen je, kako izgleda, kako deluje, kakšen odnos ima do človeka, s tem, ko Bog v Jezusu postane človek, imamo mi tak na čist človeški, razumljiv način, s človeškimi besedami zastopimo, kdo je Bog. Kakšno ljubezen ima Bog do nas. Na otipljiv, razumljiv način. In to je tisto, kar je fascinantno pri skrivnosti učlovečenja. Zdaj, če je Jezus središče, a potem, ko izdelujete jaslice, sploh je takole iz gline ali pa to, tudi največ časa posvetite temu, kako bo Jezus izpadel, kam ga boste postavili. Tako. Meni se zdi, da mora biti v središču. To se mi zdi ključno. Koliko pa kaj terja nekega izdelovanja, to je pa včasih tudi malo od sreče odvisen. Hkrati pa tako, ker je manjša figura, ne vzame to časa. Ampak gotovo pa se mi zdi, da rabi neko to pozornost. Predvsem tudi, da se temu človek posveti, pa da je z mislimi pri stvari. Jaz se strinjam, da mora biti jaslice preproste, štalica tudi imeti majhno zamaknjeno, da je ni v sredini takoj opazna.
In kar se tiče razsvetljave, imam v štalici plavo svetlobo, diodna žarnica. Modrost prihaja od zgoraj in samo osvetljeni so še ogenjčki v jaslicah, nič drugega. Tako da je res čim bolj naravno, preprosto, da je pač Jezus v središču. Zdaj, Janez, vi tole svoje postavljanje jaslic, v to vložite veliko časa, hkrati ste pa tudi župan občine in sem slišala, da to svojo vero pa način praznovanja Božiča nekako poskušate predati tudi svojim občanom, s tem, da kasneje prižgete lučke ali pa kot ostale občine. A bi povedali kaj več? Ja, bom rekel, naša občina ima občinski praznik 6. decembra, ko se spominjamo našega rojaka Frana Jakliča Podgoričana, učitelja, pisatelja, narodnega buditelja, poslanca na Dunaju. In potem imamo v cerkvi 9-dnevnico v čas brezmadežni in sem potem se to na začetku, ko sem začel županovati, bila tam 9-dnevnica, proslava in potem sem rekel, ko bom jaz župan, bomo občinski praznik predstavili po brezmadežni, čim bližji Božiču, da se ta razsvetljava prižge čim kasneje. Jaz za mesto, bom rekel, ne bo na Miklavžev večer, za podeželje sem pa tega mnenja, da se to kasneje in sem tudi to napravil in potem sem pustil do svečnice, ampak nisem dočakal tega, ker so ljudje pisali maile, povsod so še pospravili, samo še v občini Dobrepolje to gori, koliko energije trošimo, ali ne bil ta denar dal drugam, da te žarnice koliko pa porabijo te energije, nič. Se pravi, tudi k nam na podeželje se ta komercialni del širi, kar je žalostno. Tudi na vrtu sem imel smreko 24 metrov visoko, sem jo okrasil in je bila lepša na Prešernovem trgu, ampak prižgal sem jo na sam božični večer, pa do svečnice, nikoli prej. Tudi to razsvetljavo, ko zdaj naredim, pa mi je veter jo podaril, to smreko, enem neurjo, zdaj pa postavim tam 5 metrov visoko, ampak vedno jo prižgem na božični večer in gori do svečnice. In vse ostalo je komercialno, nekateri že napravijo jaslice zdaj v začetku decembra, postavijo smrekce, potem Božič zvodeni. Ni več tisto. Včeraj je bila pridiga na televiziji sem, da potem se že ljudje vsega ne veličajo in Božič ni več tisto, kar bi mogel v osnovi biti. Ja, gotovo rabimo en tak čas priprave. Saj to je tisto, kar nam cerkev v bistvu podarja, poklanja. Na nek način vsak si želi, da pred nekim izpitom ima nek čas, ko se lahko pripravi. In tako je tudi nam cerkev daje adventni čas, da se lahko v miru v 4 tednih pripravimo na Božič. Moramo pa kristjani razumeti, v redu, živimo v svetu, v katerem živimo. Se mi zdi, da na nek način smo že dosti časa nazaj ugotovili, da nas gotovo zunanji svet prehiteva glede tega, kdaj ima lučke in tako naprej. In naj nas pa te lučke spodbudijo, začel se je adventni čas, kaj bom jaz zdaj storil. In hkrati, da mogoče nam dajo vedeti, ja, res, te lučke razsvetljujejo mesto. Ampak kdo je pa tisti, ki resnično razsvetli naše življenje? Blišč vsega tega hitro mine, čeprav je lepo, ampak naj nas pa to spodbudi k temu, da bi zahrepeneli po ta pravi luči. In se mi zdi, da tudi te stvari na nek način se da uporabiti na nek način tudi v dobro. Nikakor nisem pristaš tega, da bi ne vem kako hitel, ampak včasih treba kakšne stvari sprejeti, če nimamo toliko vpliva. Če pa imamo, potem je pa super. Vi imate in zato ste to lahko naredili. Tako da ja. Jaz sem tudi delal jaslice 23 let v podružnici cerkvi v moje vasi, in vedno sem začel po 4. adventni nedelji, ker so bile maše ob nedeljah.
No, najhujše je takrat, ko je 4. adventna nedelja na 24. Ne? In potem moraš od 10. do zvečera to postaviti jaslice. Zakaj? Da ljudje, ko pridejo k ponočnici, ne, da imajo ta občutek, da je ponočnica. Če že vidijo dopoldne, ne, cerkev okrašena, ni tistega občutka. Ne. Zato sem mogel pač vse prej pripraviti, ne, pa da smo potem to zrihtali. Ne. Celo enkrat sem župnika tako presenetil, smo še šli v trgovino nabaviti take plastične smrekce, ne, to je bilo zelo 5 evrov, ne, smrekca, bunkice, vse lučke gor, ne, in to sem jih kupil 9 komadov in sem to lepo od Trbrnakla, pa vse to po cerkvi, to pa še naravne, ne, ko je prišel, pa vse v modrem je bilo, ne, je kar korak nazaj naredil, ko je prišel v cerkev, ne, veste, res je bilo tisto, sem se potrudil, ne, da je bilo res lepo narejeno, ker bom rekel tudi ta lepota, ne, okrasitve tudi polepša praznika. Ne sme biti pa to prioriteta, definitivno. Ne. Zagotovo je tudi to, da vložimo nekaj časa v pripravo, v to, da skrbno okrasimo lahko priprava na Božič, na to, da se tudi, če se spomnimo, tudi na noter sprejetne, potem to luč. Tako se mi zdi pa lepo, da jaz sem tudi, recimo, nisem bila velik pristaš teh lučk decembra, potem sem pa razmišljala, da je v bistvu zelo lepo, da ljudje hrepenimo potem, da ko je najtemnejš, da bi si življenje osvetlili, da bi prinesli nekaj lepega, nekaj svetlečega. Tako. Ja, in če nas to na nek način povezuje, če nas to združuje, Bogu hvala. Je pa tako, mogoče tukaj ideja tudi za nas, kristjane, pa za župnije in tako naprej, kakor se je zdaj razširilo to, gremo gledati lučke, koliko lepo bi bilo, če bi bilo v božičnem času ta želja, gremo gledati jaslice, pojdimo si po cerkvah pogledovati jaslice. Sej nekaj tega gotovo je, ampak lahko bi pa to še bolj spodbujali. Ker se mi zdi, da tako, kot je prej rekel, Gospod, da tudi v cerkvi, v župnijah je neko tako pričakovanje, kakšne bodo pa letos jaslice. Tudi jaz se spomnim, naprimer, ko smo jih skupaj z ministranti, s prijatelji ministranti postavljali v cerkvi, glavna stvar se je naredila iz noči 23. na 24. Da takrat, ko si pa 24. potem prišel v cerkev, si pa videl, kako so v bistvu zaživele, zažarele in tako naprej. In že ob samem postavljanju jaslic, vse različno, nekaterih sami, nekaterih skupaj, ampak tisti, ki imajo družine, se mi pa zdi, da je tako nekaj dragocenega, če jih družina skupaj postavlja. Tukaj je najprej en zelo koristen čas, ki ga lahko preživimo skupaj, oče s svojimi otroki, potem, da preko tega na nek način lahko tudi vzgajamo ali pa katehiziramo, da razlagamo skrivnosti vere ob tem, ko se postavlja. Potem to je nekaj, kjer skupaj ustvarjaš, skupaj nekaj narediš in se mi zdi, da je to za vzgojo nekaj ključnega, da imaš tiste momente, ko si nekaj skupaj naredil, kar rečeš na koncu, to smo pa lepo skupaj naredili. In je ogromno enih takih stvari ključnih, ki tukaj pridejo zraven. Jaz se strinjam, kako je to lepo, ko greš v druge cerkve pogledati jaslice, vidiš pač drugačne figure, postavitev drugačna in res to je zelo, bom rekel, to te napolnjuje, v bistvu radovednost, tisto otroška radovednost. Meni se zdi kot Miklavžev večer, ko greš pogledati na tisto pričakovanje, koliko je pa v tej cerkvi, pa to zrihtano. Recimo, bil sem parkrat na razstavi jaslic, nazadnje sem bil v Celju, že pred dolg časa, sem tudi vse pofotografiral, in vidiš, koliko truda je vloženo, iz kakšnih materialov, izvirnosti, ni da ni, v bistvu, že v tistem uživaš, tako da, ne samo lučke, tudi jaslice bi mogli pogledati, to je tudi res bogatstvo, imamo kulturna dediščina, bi rekel, in imamo res ljudi, ki naredijo in se potrudijo z zelo lepimi jaslicami. Jaz imam eno tako zelo lepo izkušnjo, zdaj, ko že prej sem bil na šoli na Škofijski kot dijak, zdaj pa delam kot kaplan tam
In na Škofijski vsak razred postavi svoje jaslice. Ne? Zadnji dan šole pred počitnicami si vzamejo za to, da naredijo razredne jaslice, dostikrat tudi z neko predstavitvijo, s pesmijo in tako naprej. In potem zadnje ure pouka pred počitnicami hodimo v krog in se ogledujemo te jaslice. A ne? In je to tisto, kar res skupnosti lahko poveže. A ne? In kjer mogoče tudi vsak pokaže to božično sporočilo še na en svoj način, pa vidi, kaj ga še najbolj tisto leto, v tistem obdobju nagovarja. Recimo, ko sem pred 20 leti končal s poučevanjem na osnovni šoli Dobrepolje, ne, smo tudi na šoli postavili v avli jedilnici gor na odru jaslice, ne, z učenci 8 razredov. Ne. Kakšno navdušenje, kakšno veselje je bilo, jaz bom prinesel to, ne. Res v bistvu tisto so kar žareli od veselja in sreče, pa vidiš, koliko je to kreativnost, zagnanost. No. Da jaz delo z mladimi, jaz uživam, meni dajo energijo, ne. Tako da je bilo tudi ta čas, bom rekel, zanimiv, pa so bila tista 90 do 2000 let, ker ni bilo še takega stanja pri nas. Ne. Zdaj pa se vidite. Zdaj jaslice bi najbrž lahko imeli samo blagoslova jaslice, ne bi smeli. Ja, to se smajem, ne. Ko smo mi odprli zadnjo investicijo, ko sem bil župan, leta 2018, smo tudi vrtec, ne, smo to blagoslovili. Tudi če bi dobil prepoved, ne, bi to vseeno naredil, ne, ker praktično, če sam nekaj investiraš, lahko sam kreiraš zadeve. Poleg tega pa mi ne blagoslavljamo ljudi, ampak objekt, ne, v bistvu, ne. Tako da je tam lahko kdorkoli, ne. Pač, to je naša tradicija, mi s tem živimo, ne. Si pogledamo samo, pojmo južno od Kolpe, tam vse žegnajo, ne. Na državni ravni, ne. Kakšna razlika. Ne. Mi se povračamo v preteklost. Ja. Zdaj, zagotovo je to en blagoslovljen čas, v katerega vstopamo zdaj. Tudi si želim, da bi vsi gledalci jaslice dojemali kot nekaj takega kot vidva, da bi do postavljanja pristopili s takim žarom, s tem veseljem, z vero, da bi znali tudi mi, kristjani, to širiti naprej. Ne? Da bi znali s tem postavljanjem jaslic najprej vse prižgati to iskrico in potem tudi drugih. Me pa zanima, Peter, če bi imeli vi mogoče kakšno zaključno misel, kaj naj letos jaslice v ljudeh res prižgejo? Ja, se mi zdi, da vsi in vsako leto znova potrebujemo veliko enega upanja in si želim, da bi pri novorojenemu Jezusu najdel to upanje, ki ga prinaša, da bi najdel to luč, ki vemo, da dostikrat res stavamo v temi, se ne znajdemo, iščemo en smisel in Jezus prinaša vse to. On je tisto odgovor na naša najbolj notranja hrepenenja in ravno v jaslicah se kaže, kako prihaja to k nam kot eno v bistvu najbolj vzvišeno, hkrati pa najbolj preprosto sporočilo, za katerega se moramo pa tudi skloniti k jaslicam, da ga dojamemo, torej moramo biti tako ponižni, da to lahko sprejmemo. Res je. Hvala. Ja, hvala tudi tebi. Jaz bi še dodal, ne, bodimo pogumni, ne, in zelo kratko je, veruj in zaupaj in Jezus bo naklonil nam vsega, kar mi potrebujemo. Tako, jaz lepše ne bi mogla povedati kot sta vidva. Hvala vam za obisk. Dragi gledalci, vam pa želimo blagoslovljen in miren božični čas. Pa nas lahko všečkate, sledite na socialnih omrežjih, da boste spremljali naše nove oddaje. Lepo se imejte.